Stojan Aver, ime pa priimek, mislim, da je samo po sebi brand in da skoraj da Slovenca, ki ne pozna tega imena pa priimka, ga skoraj ne bi smelo biti tudi tisti stari, mladi. Koga pa recimo, bi rekel, iz vse Slovenije imajo vsi Slovenci radi in o lepih čislih. Ne. Tisti, ki so uspešni, ne, ponavadi niso med temi, bi rekel, povprečnimi ljudmi ravno, kako bi rekel, priljubljeni. Ne. V enem dnevu posnameš 3 oddaje in zdaj razmišljaš, da bodo to pa gledali zdaj vsi Slovenke in Slovenci, ne, je pa totalno zgrešeno. Ne. Leteli smo z velikim Boeingom, 4-motorskim, 747, in sta 2 motorja pri vzletu odpovedala. Ne. Je lahko rekel, ne vem, da si svoje otroške sanje izpolnil ali živel ali jih še živiš? Ampak ne, pol pa vidiš, kakšnimi težavami se začneš ukvarjati. Ne. Ko vidiš, da ljudje ne želijo, da se to zgodi v Mariboru. Ne. Tokrat v Smart Talks gostiva človeka, ki že desetletja povezuje Maribor z energijo, idejami in pogumom, da naredi stvari po svoje. Je podjetnik, moderator, vizionar in človek, ki je dokazal, da lahko tudi v medijih ostaneš zvest sebi. Z nami je Stojan Aver, ustvarjalec, ki piše svojo zgodbo z mikrofonom, pogumom in srcem. Smart Talks, to je pogovor z ljudmi, ki znajo misliti drugače. Dobrodošel, Stojan. Pozdravljena. Hvala za tako lepo uvod. Ja. Saj si ga zaslužiš, ne? No, ampak vedno znova je lepo slišati tudi od takih ljudi pohvale. Ne. V Mariboru je nažalost tako, da ni vedno med ljudmi, bi rekel, nekih pohval. Ne. Mariborčani so znani po tem, da znajo iskati napake. Pravzaprav jaz niti ne vem, koga v Mariboru recimo pa res spoštujejo vsi. Ne. Nekoč smo se pogovarjali o nekih sredinah, ne, da praktično ni bilo niti enega Mariborčana, ki ga prav vsi, ne, niso imeli radi. Ne. Ampak vedno se je znajdel marsikdo, ne, ki je iskal kakšne slabe stvari v kateremkoli od naših meščanov. Ne. Mnogi so tudi zaradi tega odšli. No, jaz sem pa ostal. No, vse to mogoče res dobra tema za začetek, ne, glede na to, Stojan Aver, ime pa priimek, mislim, da je samo po sebi brand in da skoraj da Slovenca, ki ne pozna tega imena pa priimka, ga skoraj ne bi smelo biti tudi tisti stari, mladi. Vsekakor si bil, bom rekel, in si še zmeraj javna oseba, ne. In o takšnih osebah, sploh uspešnih, glede na to, kaj si vse počel v Sloveniji, se veliko govori. Kako si se pol ti osebno spopadal s temi komentarji drugih ljudi, ki so verjetno imeli zgodbe takšne in drugačne, kdo je Stojan Aver, kdo ni Stojan Aver, kaj počne, kako je zdaj on to zaslovel, tak in ne vem, mislim, bil si na odru, pod žarometi non-stop in ljudje govorijo. Jaz bi postavil vama 2 vprašanje. Koga pa recimo, bi rekel, iz vse Slovenije imajo vsi Slovenci radi in o lepih čislih. Ne. Tisti, ki so uspešni, ne, ponavadi niso med temi, bi rekel, povprečnimi ljudmi ravno, kako bi rekel, priljubljeni. Ne. Jaz se spomnim, ko sem šel prvič v Ameriko, ne, to so bili Američani, ne, ponosni, da v New Yorku živi, ne vem, da ima apartma tam na 8. aveniji Michael Jackson. To so me vsi peljali gledati, nekje ima on ta apartma, s takim ponosom, ker je to njihov meščan. Ne. Tega pri nas v Sloveniji praktično ni. Ne. Tisti, ki smo dosti hodili po svetu, najverjetneje to dobro vemo. Ne. Zdaj, zakaj je tako, to je pač lahko širša tema. Ne. Ampak kljub temu sem pa na nek način razočaran, ne, da smo, bi rekel, nek majhen narod, ne, bolj nevoščljivi kot pa privoščljivi. Sploh tistim, kot recimo tudi vidva sta uspešna, ne. Pa sej sama najverjetneje veste, ne, da pa prav vsi vama tega ne privoščijo. Ja, a ne? Kjer je to, ne? Ja. Če se vrnemo mogoče na začetke, ne? Ko si začel, ti si pravzaprav bil DJ, ne? Ti si bil kar dober DJ. Kako se je sploh začel Stojan Aver brand oblikovati? No? Ja, bil sem star nekje 15 let, ne, ko sem začel vrteti glasbo, ne, in takrat sem, ne vem zakaj, ne vem kako, ne, začel privabljati neke množice. Ne. Skratka, ko sem začel vrteti glasbo, prvi večer je bilo mogoče 5 ljudi, že čez 3 tedne je bilo 30 ljudi, ne, prišlo na te. Kje si pa vrtel?
Imeli smo v mojem bloku, kjer moji starši so seveda imeli stanovanje, oziroma smo imeli stanovanje v bloku, ne, na Ferkovi ulici, in potem smo dol v kleti, v kolesarnici mladi naredili en tak klub, ne, kjer smo se seveda ob sobotah sestajali. Ne. In jaz sem bil zelo mlad takrat in so mene določili, da bi pa bilo fajn, če bi jaz glasbo vrtel. Ne. Ker drugi nihče ni hotel, ne, ker so pač raje s puncami plesali. Ne. Nekdo pa pač mora te plošče gor dajati. Ampak čakaj, do takrat pa nisi tega počel. Ja, nikoli ne. Sem pa rad poslušal glasbo, no in pol sem recimo, ne vem, začel z enim navadnim gramofonom, ne, ki je bila igla še malo tak po strani, ne, in potem sem ploščo gor dol, in ko sem ploščo dol vzel, je bila vmes pauza, ne, ker mi še nismo imeli miksera in to. Ne. No, ampak zanimivo je bilo to, ne, da sem zelo hitro ugotovil, ne, da je pa to lahko dober biznis. Ne, in potem sem zadnje napisal tablo, ena želja glasbena, 2 takratna dinarja. Ne. In seveda, ne, vsi so mi tista 2 dinarja tišali, ker sem pač za njih vrtel, bi rekel, to glasbo po željah, imel sem pač plošče, s tem denarjem sem si kupoval plošče in s tem denarjem sem si kupil prvi mikser in potem sem imel prva 2 že gramofona, da ni bilo vmes pauze, in kolega, ki je bil sosed, ki je bil doma v istem bloku, je pa seveda hodil v elektro šolo in on mi je pa zlotal prvi mikser, ne. In pol sem jaz imel 2 reglera in sem začel to delati, ne, in kar naenkrat so ljudje začeli hoditi tudi iz drugih ulic. Tako je bilo, da na koncu sem seveda ugotovil, zdaj pa čas, ne, da bi jaz še kakšno Coca-Colo prodal, pa kakšno rum, pa to, ne. In sem pol šel v trgovino in sem tam nabavil, ne, in sem imel zdaj potem pijačo. In seveda, to je bil zame zelo dober biznis, ne. No in pri 16 me je pol poklical Lado Gašperič, ki je bil takrat glavni v diskoteki Pristan. V Mariboru sta bile 2 veliki diskoteki, ena je bila Pristan, ena je bila Fontana. In me pokliče in pravi, slišal sem, da ti privabljaš množice, ne, da si odličen, daj pridi ti k meni, ne, k nam. Ne. Ja. Mislim, meni je bilo to vrhunsko, ne, da grem pa res v pravi disko klub. 16 let sem bil star, ne, in potem začnem tam vrteti. Seveda, ko sem začel, ne, ob 8 smo odprli vrata, ob 8 pa 15 smo jih zaprli. Torej, take množice so bile, da enostavno nisi mogel noči, nisi koga poznal. Ne. Da bi seveda slišal zame kasneje tudi nekdo, ki je Zdravko Gržina, ki je bil takrat direktor Harmonije, oče od Natke Gržina, ne, naše pavrke. Ne. Ja. In me pokliče in pravi, veš kaj, slišim, da si ti zelo dober, ne, bi ti delal na morju, ne. Mi imamo kar veliko povpraševanj za morje, gor dol, ne, in potem pri 17 letih sem že šel na morje delati v največje diskoteke bivše Jugoslavije. Torej, v Internacional klubu sem delal, ne. To je bil v Poreču največji disko tedaj. Nad mano je bila terasa, na njej je igral vsako večer Falko z bendom. Pod mano, torej v kleti sem bil pa jaz, ne. In to je bilo vsako večer 10,000 ljudi. Pol sem delal vrserjev, pol sem delal na otvoritvi največje diskoteke tedaj v Jugoslaviji. Plava laguna v Zrčah. Ne, jaz sem otvarjal Zrče. Ja, mi smo takrat začeli, mi smo pionirji Zrč. Ne. In takrat se je začela ta, bi rekel, kariera, na kar me pokliče tedaj Richard Kislih, ne, iz Vala 202 in pravi, slišim, da si ti zelo dober, ne, mi imamo eno oddajo, lestvico slovenske diskoteke, kaj če bi ti to vodil, ne. Sem rekel, v redu, ne. Zašel na radio. Seveda sem takrat najprej moral upraviti tečaj za špikerja, ne, kar ni bilo tako hudo težko. No in potem sem začel voditi oddaje na Valu 202, Popularni 20, in v zgodovini radia je bila to najbolj poslušana oddaja. Še danes. Ponedeljek zvečer so bili vsi pri radiu takrat, tista leta, ne. Mi smo začeli ob 8 in do 10, 11 so to bili termini, ki so poslušali vsi. In potem smo začeli gostovanja po Sloveniji, ne, in pol me pokličejo iz televizije, ne, pa pravijo, pa ti bi pa bil odličen, če bi še na televiziji kaj delal, ne, in tako sem pol prišel na televizijo. In tudi na televiziji sem potem imel najbolj gledane oddaje, ne. Preden gremo naprej, majhna prošnja.
Ocenite podcast, lajkajte in se naročite na Smart Talks. Vsak nov naročnik in ocena nam pomagata, da še naprej ustvarjamo pogovore, ki navdihujejo in premikajo meje. To je bila Poglej za dani? Ja, najprej so bile še neke druge. Prva oddaja je bila TV Ruleta, ko smo stavili, jaz sem skozi govoril, da je treba dati po vzoru tujih oddaj ljudem lepe nagrade, lepa dekleta, ki jih radi pogledamo, privabijo. Pol je treba imeti dobro glasbo, treba imeti, bi rekel, zanimivo in zelo dinamično oddajo. No in to sem jaz nekako potem vse skupaj zložil in naredil oddajo Poglej za dani, ki je štartala leta 1992 in prav kmalu postala najbolj gledana televizijska oddaja in je še danes najbolj gledana nasploh. Mi smo imeli rejtinge, torej 65% Slovenk in Slovencev je to gledalo. Ne delež, ampak 65% vseh ljudi. Ulice so bile prazne, res pa je, da smo vsak večer imeli, oziroma vsak petek zvečer imeli tudi največja svetovna imena. Poleg seveda teh, da rečem, balkanskih in slovenskih zvezd, smo torej gostili tujce, ki niso bili samo pevci, ampak tudi različnih žanrov, tudi igralci. In ljudje so takrat na nek način doživljali Evropo. In Evropa je doživljala Slovenijo, ker smo predstavljali, bi rekel, v svetu malem. Čudili so se tako na Hrvaškem, čudili so se tako v Avstriji. In prihajali so iz vseh teh televizij k nam snemati reportaže. Jaz sem imel vsak teden v šotoru HTV, bosansko televizijo, ORF, tudi CDF je prišel to snemati. In pol nikoli ne bom pozabil, sem bil gost na Satajncu, jutro so me celo oni povabili, kjer so predstavili to našo oddajo kot nek evropski fenomen. Tako. Ampak od kje, kako si sploh prišel do teh ljudi? Ena mala Slovenija, tako kako si rekel, pa pol naenkrat privabi neke svetovne zvezde. To še danes ni bila taka skrivnost. Namreč, ko sem jaz bil DJ, smo potem, ker sem bil pač najverjetneje zelo dober, se tudi tekmovanja so bila takrat na področju celotne Jugoslavije. In tam sem seveda osvojil veliko nagrad. In takrat smo se včlanili v ta tako imenovani DMC klub. Seveda takrat ni bilo interneta. Mi smo hodili po ploščah. Jaz sem vsaj 2-krat na mesec šel v London z avtom, smo se vozili po plošče. In v Londonu smo bili člani tega kluba, seveda, ki je bil pa združenje vseh DJ-jev na svetu, bolj ali manj na svetu, čeprav večji del članov je bil iz evropskih držav. In London je bil že takrat neka scena, kjer se je seveda vse dogajalo. No in takrat sem preko tega kluba prišel tudi v stik z nekaterimi menedžerji, bili smo vabljeni v nekatere zabave in se tam z temi ljudmi začel spoznavati. Tako da mi je bil potem, ko sem v bistvu prišel na televizijo in ko sem imel željo te ljudi povabiti, v bistvu to že na nek način korak, ki je bil usvojen. Torej, jaz sem že imel kontakt z temi ljudmi. In poznali so te, In poznali so me, in mi smo bolj ali manj seveda se srečevali z njimi. In pol pa seveda, ko sem povabil recimo, Spandau Ballet, ki je bil takrat recimo v Angliji, recimo sploh v Londonu, nek ikoničen band. In potem, ko se z njimi po televizijskih kamerah, seveda smo se družili, takole smo seveda pili, tudi uživali še, bi rekel, drug način Slovenije. Torej, peljali smo jih na kmečke turizme, na smučišče, na Pohorje. Recimo Justin Timberlake se je vozil z Bobom dol po Pohorju, kar težko verjameš, da je možno, ampak ti ljudje so potem seveda spoznavali to Slovenijo tudi iz drugih zornih kotov, malo smo se sprijateljili, in beseda je dala besedo in takrat smo se pogovarjali, koga pa bi še ti predlagal, da bi jaz lahko gostil. Ja, pa jaz poznam še tega, pa še onga, pa so kar pričo mene nekateri koga poklicali, Pa daj, boš videl, pa pridi, pa daj, pa In tako smo prišli vsak teden z ogromno imeni v kontakt. Ni bilo malo, ko smo imeli kar 2-3 svetovna imena, recimo naenkrat. Ja. In kar je bilo najbolj pomembno, denarja nismo imeli.
To sem hotel vprašati. Ja, ne, recimo Austria Airlines mi je bila sponzor. Ne, oni so mi, Kdo? Austria Airlines. Ne, Aha. oni so mi kar precej vozovnic dali. Ne. Kako si do njih prišel? Ne, oni so imeli takrat poslovalnico v Ljubljani. Ne, Ja. slučajno je bil en Mariborčan direktor, ne, ki je imel strašen posluh, on se je pol za šefi zmenil in meni je potem Austria Airlines vozil te ljudi v Graz, tam smo jih pobrali. Tako da ta strošek je bil zelo velik. Ne. Seveda pa potem nekaj za sponzorje, ne, nekaj konkretno, ne vem, če je pri nas oddaja trajala do 9:30, ne, so imeli potem koncert v Kazinoju, bodisi na Dunaju, bodisi na Gracu. No, kasneje sem pa prišel v kontakt tudi z, da rečem, enim od mojih legendarnih ozornikov, Tomasom Gočalkom, ne, ki je seveda imel pa oddajo dan kasneje, v sobotah, in midva sva imela kar nekaj takih imen. Petek so bili pri meni, v soboto pri njemu. Ne. Govorimo o oddaji Wetten das, ki je v zgodovini nemške in avstrijske in švicarske televizije še danes najbolj gledana. Tako. Ma super. Mislim, sliši se tako kot en scenarij iz sanj, ne? Ja. Ampak delo, ki je bilo pa zatem, pa ni bilo tako sanjsko. Ne? Je bilo kar treba se fejst potruditi, fejst organizirati, ne? Ja, pa no, tudi biti saj. malo drzen, ne? Biti pa verjeti v sebe, ne, in seveda imeti zraven sebe tudi dobro ekipo. Jaz sem to vedno znova poudarjal, ne, da brez ekipe, ne, brez kamermanov, ki stojijo zadaj, brez ljudi, ki skrbijo za vse to, ne, se tega ne da ustvariti. Ne. In to ekipo sem vedno poveličeval. Vem, ko smo dobili recimo nagrado v Sloveniji, ne, sem dobil nagrado kot za najtelevizijsko osebo. Jaz ne, ampak sem bil zelo razočaran, ne, ker sem rekel, da ta nagrada bi morala biti za vse. Ne, in recimo na Viktorjih je Stojan Auer dobil kot najtelevizijska osebnost. Takrat temu niso mogli nasprotovati, ker so ljudje glasovali. Ne. Medtem ko je nagrado za najbolj, da rečem temu, strokovno, uspešno oddajo pa podeljevala neka žirija, ne, ki so jo kar, bi rekel, ustanovili. No in najboljša razvedrilna oddaja je bila sočasno oddaja Radovedni taček. Ne. Zdaj, mnogi se tega ne spomnijo. Ja, se spomnim. Šlo je za eno lutko, ki je eden vodil, ne, in tako pri mizi sta sedela dva in ta taček je pač bil kot neka lutka in to je bila pa najboljša. No in takrat sem jaz potem tudi temu javno nasprotoval, ne, sem rekel, da je to nima nobenega smisla, ne. Ampak ta favšija, ne, se je že takrat začela, ne, se je kazala še kar nekaj let, ne, ker biti uspešen ni ravno bilo po drugi strani v Sloveniji pametno, ne. Kako se je končala pol tista epizoda? Končalo za se je tako, televizijo? da pač sem jaz potem nek dan dobil tudi Michaela Jacksona, da bi prišel po vseh teh naporih, nekaj mi je res bil on neka največja zvezda, ki sem si jo želel pripeljati v Slovenijo. Nažalost mi televizija Slovenija tega ni dovolila, ne. Dovolila. Ja, ker kao naj bi bil pedofil in dokler bodo ti šefi na televiziji, Jackson ne bo na slovenski televiziji nastopil, ne, jaz tega seveda nisem mogel razumeti, ne. In takrat smo se razšli. Takrat sem jaz potem zapahnil vrata in sem odšel in me po tistem več na televiziji. Nisi imel neke pogodbe, ki te je vezala? Ja, v bistvu iztekla se je ta oddaja, ne, in potem nisem več nadaljeval. Ampak se je potem nadaljevala v bistvu zgodba naprej, ne? Ja, jaz sem prišel na Pop TV, ki je takrat se začel šele prebijati, ni bil šel v primato, ne. Ker dokler so te oddaje bile, ne, na nacionalki, se Pop TV nikakor ni mogel primerjati z rejtingi, ne. Zato so dobro vedeli, da bodo morali dobiti neka imena, ne. Pa so pol seveda dobili mene, dobili so Jonasa in te oddaje so potem naredile veliko. Televizija Pop TV, ne, ki je potem dobila ta primat in ga drži še danes. Medtem ko televizija Slovenija tone. In meni je težko, ker danes producirajo, da sploh lahko, ne vem, 30 let kasneje ljudje gledajo, ne, ker je to nekaj, kar težko razumem in verjamem, ampak ja, vse je možno pri nas. A pol na Pop TV je bilo isto, poglej in zadenje naprej? Ne, tam smo imeli Super Pop, ne. Ampak, veš, jaz sem po 10 letih, ne, televizije vsak teden, ne,
tu ni bilo 10 let je to trajalo. 10 let, torej ni bilo premora. Ne? Torej vsak teden biti, vsak teden na televiziji, ne? To je en tempo, ne? Ki ga si nihče ne more zamisliti. Ne? In sem se pa odločil, da pač se tega več ne bi šel, ne? Da bom malo tudi imel neko svoje privat življenje. In sem takrat rekel, da je pa zdaj tega konc. Ne? In potem sem se začel bolj ali manj ukvarjati še z radiem, ne? Ker to je vse upadalo z letom 1999, ko sem se jaz poslovil na nacionalki in na Popu, ustanovil svojo televizijo, takrat Net TV in svoj radio Net FM. In potem smo začeli tam neko novo zgodbo. Tako. No, ko zdaj mogoče gledaš nazaj, ne? Rekel si, da mene zanima, koliko se je tebe to dotaknilo, da so ljudje pač vseeno bili malo favš, ne? Da so ti malo vseeno polena dajali, ne? Ker tak javno je zavod, kot je naprimer RTV, ne? Je vseeno malo drugačna mentaliteta, kot ne vem, če gremo gledati nekaj privatne. Ta favšija je vedno, ne? Ta enostavno mora z njo živeti. Ne? Pa kak si ti reči? A misliš, da si bil prepopularen že v nekem trenutku, da so malo namerno rekli, ne dovolimo tega pa tega? Ja, mislim, da je bilo to, ne? Ker druge razlage enostavno ni. Ne? Ampak sej, jaz nikoli tega nisem niti ne vem kako zameril. Ne? Pač to je del tega posla. Ne? In tako je najverjetneje še danes, čeprav jaz nisem več v medijih, ne? Ampak verjamem, da je tudi danes ta favšija še vedno prisotna. Ne? Čigava je bila ideja ime Poglej in Moje, zaženi? vse sem jaz to naredil, ja. Namreč razmišljaš, da že z imenom neke oddaje, ne, poveš, kaj želiš v tej oddaji povedati, ne, ker ne vem, če je to neka oddaja obzorja, ne, mislim, kaj bo v tej oddaji, ne, lahko je to, lahko je ono, ne. Tako si pa že v štartu ljudem povedal, da lahko nekaj zadenejo, ne, ker pa so nagrade vedno bile privlačne, ne, mi smo imeli res vsak teden avto, ne, kar je bilo za tedanje razmere v Sloveniji nepojemljivo. Ne. In vsak teden deliti avto, ne, to ni bil hec. Ne. In takrat seveda, ne, so vsi o tem govorili, vsi so želeli biti del tega. Ne. In jaz sem že v štartu vedel, da je to, da rečem, na nek način motiv za uspeh. Ja, da je recept za uspeh. Ja. A ti nisi smel pol tega imena dalje furati? Ne, še zdaj imamo to. Si ti lastnik avtorsko smo, ja, Aha, seveda. okay. V moji oddaji takrat je začela, recimo, ne, tudi Melania Knaus. Ona je takrat začela svojo kariero, danes Melania Trump. Ne tajim, ne, torej kar nekaj teh posnetkov, ki jih imam. In spomnim se, ne, da so takrat, ko je tedanji predsednik Donald Trump v prvem mandatu, seveda je tudi zdaj predsednik, ne, kandidiral, takrat je bilo okrog Melanije neverjetna, bi rekel, hajka, ne, vsi so takrat želeli čim več izvedeti o njej, ne. In takrat so prišli producenti iz CBS-a, ABC-a, se mi zdi, skratka iz teh televizij, ki niso ravno bile naklonjene Trumpu, ne. Vemo, da je Fox izredno naklonjen, ne. In so seveda želeli odkupiti te posnetke, ne. Ja. Jaz jih seveda nisem prodal, čeprav ne tajim, ne, da mi niso ponudili ravno male denarja, ne. Ampak jih nisem, ker nisem želel škoditi kakršnekoli obliki Melaniji. Seveda, nikoli ne veš, ne, kaj si bi kdo s temi posnetki pričel. Ne. Je pa res, da je Melania pač na teh posnetkih seveda bila tudi v kopalkah, ker je tekmovala za model leta. Ne. Bila je kar nekajkrat na teh mojih oddajah in jaz imam na njo lepe spomine. No. Punca skromna. Ne, ona je že takrat vedela, kaj želi. Ne. Ja, ona je ambiciozna. točno vedela, kaj hoče. Ne. In to se je že takrat v njenih očeh videlo. Ne. Ona je to izžarevala. Ne. In ja, ne, se na koncu je tudi uspela. Ne. Mi smo lahko ponosni, ne, da imamo prvo damo Amerike. Ne. Ampak tudi se vidite, ne, tudi o njej so nekateri
brez razloga praktično govorili slabo, ne, in iskali neprimerne, bi rekel, zgodbe. Kar je čisti odraz tega, kar sem govoril na začetku, ne, ker na koncu koncev, kaj pa bi naj ena punca oziroma dekle, kot je bila Melania, komu slabega storila, ne. Iskala je svojo priložnost za kariero, tudi v njej uspela. Jaz sem bil tisti, ki sem ji to pomagal, ne, ker na koncu koncev na tem tekmovanju, na katerem je ona bila, jaz sem takrat povabil v žirijo, ne, največja imena evropske mode. Prisoten je bil recimo predstavnik najmočnejše milanske agencije, predstavnik najmočnejše francosko oziroma pariške agencije modne, Wiener, torej Dunajske agencije, ne. In ti ljudje so bili potem pri meni, finale je bilo v Portorožu, sedeli so v prvi vrsti in takrat, ko so seveda videli Melanijo, ne, v živo, ne, je naslednji dan imela prve pogodbe. In če teh ljudi takrat ne bi bilo, ne. Če jih ti ne bi pripeljal. Ja, če jih ne bi tudi jaz pripeljal, ne. Vse skupaj je povezano eno z Povezano, drugim, ja. ne. To so kocke, ki sledijo, ne. In tako se je potem njena pot začela, ne. Ona je seveda dobila prvo priložnost tudi od zunaj, ne. In hvala Bogu, ne, pri tem uspela. Te kdaj bi poklicala pa rekla hvala? Pa ne, sej na koncu koncev, jaz pravim, vsak je Vsak ve. za sebe zaslužen, ne. Če kdo kaj komu pomaga, ne, je super, ne, ampak na koncu koncev, če ni sam prepričan, kaj želi in kaj hoče in to tudi dela, ne, potem je vsaka pomoč tako rekoč zastonj, no. No, ampak ti si kar nekaj zvez plasiral tudi v Sloveniji, pa tudi na Hrvaškem, kar ne. Ker veliko ljudi, ki je tudi zaradi oddaje, pa zaradi potem kasneje tudi radija, ne, Pa Net FM. ja, postalo v televizija. bistvu zelo popularnih, no. Res je, ja, no, jaz sem vedno znova rad pomagal, ne. Iskal te, bi rekel, ljudi, ki jim je bilo treba pomagati, ne, ker so bili dobri, ne. Niso ravno imeli priložnosti priti v medije, ne. Takrat je bilo drugače, ne, veš, ker danes je vse na telefonih, ne, danes preko, ne vem, TikToka so neke zvezde, recimo, rojene čez noč. Takrat je bil pa edini kanal radio oziroma televizija, ne. In preko teh dveh medijev si lahko uspel, če te tam ni bilo, te ni bilo, te ljudje niso poznali, ne. Danes je bistveno lažje, ne, ker na koncu koncev lahko tudi sam, ne, z ogromno denarja izskočiš ven iz vsake paštete, ne. Zdaj govorim, ko včasih odprem Facebook, pa vedno zagledam nek obraz, ki mi proda, ne vem, ali to ali ono, ne. Takrat samo televizija. Ali pa... Takrat je bilo samo to, ne, ja. Kako danes gledaš na te medije, rečemo socialne medije? Torej, če primerjaš z tistim časom, ko si ustvarjal vsebino v bistvu ti, ne? Danes pa res vsak ima svoj kanal, ne? Vsak je svoj medij, že skoraj bi lahko rekli, ne? Pa gled, čisti primer je recimo to, kar je zdaj meni aktualno, ne. V teh dneh imam koncert pri meni v Festivalni dvorani Lent, Jakov Juzimović, ne. Zdaj, najverjetneje večina ljudi sploh ne ve, kdo to je, ne. Ampak on je produkt TikToka, ne. In jaz seveda, ko sem začel razmišljati, ne, da bi naredili koncert v Festivalni dvorani, vendarle je to osrednji oder Mariboru, ki sprejme 1200, več kot 1000 ljudi, ne. Ni tako enostavno, da boš napolnil, ne. No in sem bil malo skeptik, ne, ker gre za zvezdo, ki je izključno na TikToku, ne, ki nima niti še enega svojega hita, ne, ampak poje druge izvajalce, ne. In glej ga zlomka, ne, ko damo ven karte, ne, na Eventimo, v roku manj kot 1 ure, ne, vse karte razprodane, ne. 1000 kart. Ja, več kot 1000. Malo smo presenečeni, ne, pa tudi ne, ker na koncu koncev ravno to, o čemer zdaj govorimo, ta moč teh socialnih omrežij, ne, na kar damo še drug dan, ne, torej, ker v soboto bil že zaseden, smo rekli, pa dajmo še v četrtek, ne. V manj kot pol urah vse razprodano, ne. In pol jaz, recimo, grem, ne vem, pridem v trgovino, ne, pač katerokoli že, ne, in ko k meni pridejo prodajalke in dajo roke skupaj in rečejo, prosim vas, ne,
dajte mi karte zrihtati za njega, ne. Ni važno, koliko stane, sem, ker je razprodano in več ne morem kupiti. In to kamorkoli pridem. Podobna zgodba, ne. Vemo, kakšna je moč teh socialnih omrežij, ne. Mislim, vse ti je vse logično. In zato jaz seveda tudi vedno znova govorim, ne. Tudi dajem priporočila vsem, ne. Če bi danes delal televizijsko oddajo ali pa radijsko, ne, bi to seveda tesno vezal na socialna omrežja, ker je to edini možen način, da potem dosežeš vse ciljne skupine, ne. Seveda formul za to je ogromno, ampak tega enostavno ali ne razumejo ali ne želijo razumeti, ne, tisti, ki danes producirajo te oddaje. In zato je tudi tako, kot je, ne, mladi potem te televizije več ne gledajo, ne, se bolj obračajo na te socialne mreže, ne, in s tem, po moje oceni, televizija izgublja, ne. Kot mediji in gledanost. Tako je. Mlade populacije ne bo zajela. Kaj pa ta tvoja ljubezen do radia? To je pa večno. Mislim, da če te televizija razgali, ne, ker moraš biti Se vidiš. nasmejan, ne, moraš biti fit, ne smeš biti ravno, ne. Ker vse to so opazili, ne, tudi kakšno sem imel suknič, barve, kravato, sem imel vredno Kdo te je zvezano, ne, oblačil? mislim, ženske sploh to gledajo. Če kdo te oblača? Ja, najprej sem moja soproga, ne, potem pa smo imeli sponzorje, ne, ker pač so imeli interes, da me oblačijo, ne. Seveda, ne, te televizija razgali, ne, ker te pokaže takšnega, kot si, in kamorkoli prideš, te vsi poznajo. Radio je bolj intimen, ne, ker na radio si lahko, bi rekel, popolnoma drugačen, ne, in z nekim glasom, z nekim načinom in, bi rekel, podajanja vsebin dosežeš svoje ciljne, bi rekel, ljudi, ne. In ta radio je v bistvu v meni od nekdaj živel, no. Tako da v bistvu je radio tisti, ki mi je še danes bistveno bolj blizu kot televizija, no, tako. Se bolj počutil za mikrofonom, kot pa na odru? Pa niti ne toliko za mikrofonom, ne, ampak ne razgali človeka, ne. Lahko si tudi doma v dnevni sobi pa delaš radio, ne. Medtem ko na televiziji moraš biti vedno nasmejan, ne, dobre volje, ne smeš biti slabih trenutkov, ne, ker vse to ljudje No, opazijo. pa recimo, ko si rekel 10 let, pa na odru, pa vsaki teden, ne. Vsak teden. Daj mi povej, kolikokrat se ti ni dalo iti na oder, ali pa si imel neke svoje izzive, pa Ne, si moral vseeno se nasmejati tam, pa Ja, ne, kako si to klik To je naredil? ravno to, ne, velikokrat, mislim, prvi vrsti ogromno odrekanj, ne. Torej, vsi so šli na neke krompirjeve počitnice, zimske počitnice, ne. Jaz sem imel vsak teden oddajo, ne. Nisi mogel reči, da me pa v petek ne bo, ne. Vsak teden, ne. Tako da, a veš, to je prvi vrsti ogromno odrekanj, ne. V bistvu sem, ne samo jaz, ampak celotna moja ekipa je živela za to oddajo, ne. Ampak veš, na začetku še izzivi, pa eno pa drugo, ne, potem pa po nekih 10 letih ti pa to postane muka, ne. In tudi sam vidiš, da ne moraš več narediti še več, ne. Ker jaz bi po moji oceni naredil piko na i, če bi seveda pripeljal v oddajo še tega takrat prvo zvezdo sveta, Michaela Jacksona, ne, ki je bil že potrjen, pa ga nažalost nisem mogel, ne. Potem pa ni več drugih izzivov, ne. Jih ne obstaja, ne, ker ko imaš, ne vem, ljudi kot, ne vem, takratni člani Take That, tako sem že prej omenil, ne, svetovna imena, ne, tudi familijo Jackson, na koncu koncev njegova sestra je bila pri meni, ne. Ko imaš recimo temu svetovno elito, ne, v svojih oddajah, ne, ja, kaj še lahko več, ne, ker potem ljudje hočejo vedno več tim, pa enostavno tega več ne moreš dati, ne, in se boljše takrat na nekem vrhuncu posloviti, kot pa vztraja do nedogled, pa te čas povozi. Ne, tako sem se jaz odločil in mislim, da je bilo prav, no. Kako si našel neki svoj, ajmo reči, glas ali pa neki lik Stojana Auerja na odru? A je ta Stojan Auer, ki je zdaj tu, ali je to bil tam en drug Stojan Auer? Nažalost nisem imel nekih ljudi, ki bi me karkoli učili, ne, ki bi z mano vadili, ki bi mi govorili, kak je treba, ne. Tega nisem imel, ne. Tudi trotl bobna nisem imel, ne. Vse na pamet. Ja, vse na pamet, ne, in
To je bil nek fenomen, ne, ker na koncu jaz si nisem znal predstavljati, da bi šel v dvorano športno. Mi smo vsak teden hodili po Sloveniji okrog, ne, da bi tam z nekim trotlbobnom, ki bi se mi pol smejali, ne bi rekli kaj. Ne. Ampak ja, ne. Bilo je v tistem času, recimo temu, zaradi tega potrebnega bistveno več priprav. Ne. Te tekste, ki sem jih seveda si pripravljal za vsakogar, ki je pač ga bilo potrebno napovedati ali pa se z njim pogovarjati, sem skrbno seveda pripravil, pri tem sem imel neko pomoč, ne. Mi je pomagala recimo nekaj časa tudi žena od Frančka Javka, Metka Javk, ona je bila slavistka in je bila odlična v tem, ne. Namreč velikokrat je bilo seveda potrebno, ne, toliko energije vlagati v vse podrobnosti, ne, ki jih je bilo treba okrog oddaje zagotoviti. Namreč, če je bil recimo sneg, pa me kličejo z letališča, da ima letalo zamudo, pa si bil pol nervozen. In vse tisti, bi rekel, del, ne, tvojih tekstov je pa bilo fajn, če ti je nekdo drug pri tem pomagal. Ja, v bistvu na oddaji se vidi nekaj, ne? Ampak cel teden se dela za oddajo, ne? Že Ja, prej. ampak se veš, ne, ljudje so vsako mojo kretnjo, ne, opazovali, ne. Karkoli sem tudi povedal, da so drug dan obsodili, ker so iskali slabo, ne dobro, ne. Ampak ne vsi, ne. Nekateri. Se spomniš kaj, da se kdaj zalomilo na kaki oddaji? Ne, milijonkrat se je zalomilo, ne. Vprašanje je samo, kako rešiš to, ne? Ja, ne, spomnim se recimo, ker takrat smo mi, oziroma jaz, ne, smo tudi te punce, ki so se prijavljale recimo za, kot je recimo bila Melanija, ne. Jaz sem takrat v zgodovini Slovenije delal tudi vse mi Slovenije, ne. In te punce so res bile, da rečem, uspešne potem, ne. Prav vse, ne. No, in v Cankarjevem domu smo imeli recimo izbor za Miss Slovenije, pa ne samo tam, tudi drugje. V Cankarjevem domu je bilo pa tako, da sem naredil scenarij, sem naredil tudi vse scenarije, ne, da so tu na začetku plesali moji Kazina, pa ne vem kaj Celarc. No, in mi smo se po nekem momentu z odrom, ki se je dvigoval, počasi dvigali, ne, in smo prišli za njimi, torej jaz in 12 finalistk, ne, gor, ne, in one prenos začne, ne, torej neposredni prenos, vse smo delali v živo, ne, tam ni bilo posnetkov, ne. In mi stojimo dol, ne, začele, kamere so bile vključene, ne, tišina, ne, neposredni prenos, Miss Slovenije, ne vem, kjerga leta že, ne. Fenomenalen začetek, ne, plesalke gor dol, ne, in zdaj seveda mi se moramo počasi dvigati, ne, ker, Da pride. da pridemo na sceno, ne, ker mi smo glavni, ne. In se je pokvaril ta lift, ne. Oh, shit. In kaj zdaj, ne? Kaj ne zdaj narediš, ne? Cela Slovenija gleda, ta spodaj tehnik v Cankarjevem domu se dere, Stojan, pokvaril se je, ne gre motor, ne. Kaj ne zdaj, ne? A veš, kakšen šok je to, ne? In potem kaj je bilo pol? Ja, če sem pol, punce, pejte za mano, pa smo šli okrog po hodniku, pa na oder, ne, in smo prikorakali gor, ne. Folk je seveda ploskal, ne, bravo, tu ste, ne. Saj niso vedeli, ne. Ja, kakšne scenarije. A veš, to so momenti, ki jih nikoli ne pozabiš, ne. Da še kjer tak. Ja, ne, ogromno jih je, ne, sej. Tudi v zakulisju, govorimo o teh zvezdah, ne, kaj vse smo doživeli z njimi, ne, kaj vse smo. Tako da, ja, ne, danes si mi dal dobre idejo. Morda bi res bilo vredno napisati knjigo, ne. Jaz mislim, da že pišeš. Ne še. Ja, zdaj si jo začel. Ko se ideja enkrat rodi, postane nezaustavljiva, veš. Absolutno bi moral napisati knjigo, mislim, da je kaj za napisati, ne. No, a imaš kako zgodbo tako, za kako zvezdo, kaj se je zgodilo, da ljudi to zanima? Daj povej Pa malo. ne, sej nikaj, ne, sej. Če bi zdaj začel, mislim, da bi bili predolgi, ne, z vajnim podcastom. Ne, vse imamo mi časa, veš. Ne skrbi, če imaš ti malo čas. Ampak morda pa resno, morda pa strnem vse te spomine nekoč, pa res v neki knjigi, ne. Moram reči, da do zdaj nisem o tem razmišljal, ne. Ampak morda pa bi res bil zanimiv kot nek presek, ne. Na koncu koncev obstaja ogromno fotografij, ki jih imamo, ne. Vesel sem, ne, da je
2 leti nazaj zaživela kot v spomin ta oddaja še enkrat, ne. Da smo tudi na to oddajo pripeljali recimo definitivno največja balkanska imena, Severino, 12 Itijo, Kolonijo, na koncu Lou Bega, ki je hitmaker iz leta 90 z najbolj uspešnim singlom na splošno v 90-ih, ne, Mambo No. 5. Skupino Ace of Base, ki je zvezda, predvsem bila tudi v Združenih državah Amerike. Ne. Na koncu, ja, ne, spet smo pripeljali neko Evropo v Maribor, ne, ki je ni bilo ne vem koliko let. Ne. Zdaj, zakaj tega nihče ne nadaljuje, to bi vas vprašal. Ja. Mislim, da je treba kar en kup energije vložiti, pa denarja tudi. Ne. Ja, no, seveda, ne. A misliš, da je včasih več denarja bilo za to, pa posluha v gospodarstvu, kot pa danes? Da so recimo sponzorji videli... No, predvsem še enkrat, ne, če se vrnem naprej, ne, sta bila 2 medija, radio in televizija. Ne. Ja. Zdaj večji del kolača že pobirata Digitalni torej telefon. Ne. Ja, ja. Čeprav jaz še enkrat ne, sem malo starokopiten. Ne. Jaz recimo, ko odprem telefon, pa ko mi začnejo reklame, mislim, kar brskam, ne, zdaj bom šel to reklamo gledati pa brati. Ne. Medtem ko na radio, recimo, če jo slišiš, ne, pa da je to v nekem bloku, recimo 2-3 minute, ajde, ker bo pol spet neka glasba. Ne. Jo lažje spremem, ne, ko pa da mi dobesedno, ko iz pašteta ven hodijo vsi ti, ki nekaj prodajajo. Ne. Tako da, mogoče več denarja gre v prazno. Zakaj? Ja, jaz sem prepričan, ne, da gre preveč denarja v prazno. In vsi verjamejo v to, da pa zdaj jih pa vsi vidijo, ne, če grejo na te socialne omrežja, ne, ampak jaz ne vem, kakšen je v bistvu ta efekt. No. Ne znam si predstavljati. No. Meni osebno ravno ne zaleže. No, tak. Hej, si želiš kariere, kjer te ne omejujejo stropi, ne? Kjer tvoj rezultat ni odvisen od politike v podjetju, ampak od tvoje volje, od tvoje discipline in tvojega karakterja. Popolnoma te razumem. Ko sem začel svojo pot, nisem imel ne poznanstev, ne kapitala, ne varne poti. Imel sem samo odločitev, da nočem poprečnega življenja in da bom delal, dokler ne zmagam. Danes pa vodimo sistem, ki ljudem, ki imajo voljo, disciplino in srce, daje vse, kar sem gradil iz nule. Znanje, mentorstvo, strategijo, orodja in predvsem okolje zmagovalcev. V Smart Money Solutions ne iščemo ljudi, ki bi malo poskusili. Iščemo posameznike, ki želijo zgraditi kariero v finančni zavarovalni industriji. In zgraditi ekipo pomeni nekaj delati s pomenom. In življenje, ki ga vodiš ti, noben drugi. Če čutiš, da si za več in ne iščeš izgovorov, ampak priložnost, potem je zdaj pravi čas. Obišči www.smiljanmori.si in klikni na sodeluj z nami. Izpolni vprašalnik in kontaktirali te bomo. Kaj pa sprehod v politiko? Kje se je tisto v tebi prebudilo, da pa bi mogoče lahko res sooblikoval ta nek, predvsem mariborski prostor? Kar riskantna poteza. Ja, no, sej, takrat sem začel razmišljati, ne, ker sem pač ogromno potoval po svetu. In na nek način sem začel razmišljati, zakaj pa Maribor nikamor ne pride. Ne. Torej, razvija se okrog nas neverjetno Ljubljana, ne. Razvijal se je takrat neverjetno Zagreb, razvijal se je Gradec. Ne. Maribor pa se je takrat na nek način, kot da bi se ustavil. Ne. Vsi ti giganti, ki so bili dolga leta, bi rekel, paradni konj tega mesta, govorimo o Elektrokovini, govorimo o Metalni, govorimo o podjetjih, ki so res bila močna, ne, in so Maribor držala po konci, ne, so propadla. Ne. In v nekem momentu je to pomenilo kolaps tudi za to mesto. Ne. In takrat sem pač začel razmišljati, da bi vendarle mi Maribor dvignili. Ne. Ga naredili prepoznavnega, seveda za to je bilo potrebna, bi rekel, pa neka druga moč, ne medijska, ampak politična. In takrat sem pač razmišljal, da bi še poskušal narediti zgodbo o uspehu tudi na tem področju. Ne. Sam sem imel dovolj premoženja, da mi ni bilo potrebno, po domače povedano, krasti. Ne. Nisem torej šel v politiko zaradi tega, da bi
si želel, ne vem, nakopati nek denar, ne, ampak sem se odločil, da gremo v politiko, kandidirati za župana, predvsem zato, da bi res iz tega mesta nekaj naredili. Na koncu sem poznal bi rekel, ta svet, ne, prišel sem v stik z številnimi znanimi ljudmi, pa ne samo iz sveta entertainmenta, ne, ampak iz tudi drugih sfer. Ne. Gospodarstva, politike. Tako, ne. In takrat sem pač probal, da sem šel za župana. Ne. Na kar seveda sem videl, da pa je to miselnost seveda popolnoma drugačna. Ne. Soočil sem se s Francem Kanglerjem, ne, ki je bil seveda zelo vešč tega, ne, faha. In seveda me je na teh volitvah takrat premagal. Ne. Jaz sem to seveda sprejel, ne. Bil sem kasneje tisto leto izvoljen, ne glede na to, da nisem uspel za župana v mestni svet, za neko svojo listo, ne, ki se je rekla Lista za pravičnost in razvoj, ki pa ni bila ne leva, ne desna. Ne. Mi nismo imeli, jaz nikoli ne govorim o nekih političnih, bi rekel, Tokovih. Ja, tako leve kot desne strani. Meni je res izključno šlo za to mesto. Ne. Ampak ljudje me pa kot politika niso prepoznali, ne. In potem seveda na moje začudenje ne izbrali Franca Kanglerja. Ne. Nič slabega. Ne. Pač je zmagal, čeprav s kravatlo tako malo po strani, ne, z govorico, bi rekel, preprosto iz dupleka. Ne. In očitno je to formula. Ne. Torej, zakaj sem se pol še nekaj časa s tem ukvarjal, ne, ampak očitno je pač, bi rekel, tu neka druga vrednota. Ne. In potem, ko smo se tudi s Kanglerjem pogovarjali, mi je rekel, ne, veš to, ti si imel vse propozicije, da bi me premagal, ne, pa me nisi. Pa sem rekel, a res? Kak je mislil to? Je rekel, pa veš zakaj? Sem rekel, ne, ti mi povej, ne. Rekel, ti bom povedal. Prvič. Ti si prišel v to politiko z neko kravato. Bil si ko v škatli, ko na televiziji, ne. Pa kaj ti ne veš, da Mariborčani tega nimajo radi? Oni imajo radi preprostega človeka, takega, ki je del njih. On mora biti s temi ljudmi, s tem folkom mora biti na istem nivoju. Oni nimajo radi nekega pošminkanega frajera z nekimi zadnjimi modnimi kravatami. In jaz gledam, sem rekel, Franca. Kje si bil? Pa veš, da imaš prav, ne? Res nimajo radi, ne? In mislim, da se to kaže še danes, ne? Da je to zdaj na nek način to, kar smo na začetku te današnje, bi rekel, oddaje, kakorkoli podcasta ugotavljali, ne? In to me preseneča, ne? Da to mesto ne mara, bi rekel, uspešnih takih ljudi, ne? Ampak moraš biti del njih, ne? Na koncu koncev je tudi, kar se radija tiče, čisti dokaz bil Šalca, ne? On se poistovetil in se še danes poistoveti z temi ljudmi, ne? Ki ga prepoznajo za svojega, je na istem, bi rekel, žargonskem nivoju, ne? Govori jezik, ki ga oni radi slišijo, ne? In seveda je tako rekoč njihov, ne? Tako pač je. Nisi imel pol nekih svetovalcev, ko si šel v politiko? Da bi... Ne, nisem imel. Ne. Pravzaprav jaz tudi nisem bil nevaren za neko politiko, ne. Ker na koncu, če ti greš seveda v državne tokove, ne, potem imaš, bi rekel, druge nevarne, bi rekel, elemente. Zdaj z Mariborom se nihče kaj dosti ne ukvarja. Pa tudi, če sem čisto realen, mislim, da nikomur v Ljubljani ne bi ustrezalo, da bi ravno Maribor bil močan in uspešen, ne, ker pa bi imeli več problemov. Ne. Dokler je Maribor, da se derejo na stadionu Maribor šampion, komu lepše. Ne. Čeprav so nam pobrali vse, od banke do zavarovalnice, pravzaprav vsega. Ne. Ampak zelo modro, tudi kar se banke tiče, ne, jaz nikoli ne bom pozabil, jaz sem
v času, ne, ko se je ta zgodba okrog nove KBM pletla, ne, opozarjal ljudi, kaj se bo zgodilo. Kupili smo delnice, ne, stali v vrsti, da smo lahko kupili delnice. Se spomnim, ja. In potem sem seveda videl, kam ta politika pelje zgodbo. Postavil sem stojnico na Trgu Svobode, zraven Kodžaka, ne, in napisal nove KBM ne damo, podpišite mi in združimo se, da bomo ohranili to banko, da nam jo ne bodo ukradli. Ker mi smo jo postavili. Namreč mestni svet občine Maribor pred leti, ne, je ustanovil mestno hranilnico, da bi ljudje plačevali položnice, komunalno, bi rekel, zgodbo. Podobno je imela tudi Ljubljana potem s komunalno banko. In Maribor je imel to mestno hranilnico, ki se je kasneje preimenovala v KBM. Tako se je ustanovila ta banka. Torej, občani smo jo postavili, ne jaz, ampak moji očetje, vaši dedki in tako. Ne. In to banko smo mi ustanovili. Da so jo tako zlahka, ne, ukradli, ne, in jo na koncu prodali Madžarom, ne, pa se človek tega ne more verjeti. Ne. Ampak ko sem stal tam za tisto mojo stojnico, ne, na vetru, na snegu, na mrazu, ne, sem rekel, vidim, da nima smisla, ne, ker Nič ne bo. ne bo nič. Ne, in so nam jo potem tudi dejansko ukradli, ostali smo brez vsega, tisti, ki smo kupili delnice, jaz sem en izmed tistih. Pa smo seveda bili razlastninjeni, ne, kar čez noč. Ne. In to je to, o čemer govorim. Ne. Vedno je ta mačehovska politika do Maribora bila iz Ljubljane in je nažalost še danes. Zdaj nam bodo vzeli še fuzbal. Pol pa res ne vem, kaj nam še lahko. Misliš, da bo fuzbal zdaj? Pa vse vidiš, kaj se dogaja. Ne. Zdaj so prišli neki novi ljudje. To, kar smo prej, tudi jaz sem bil rad na stadionu non-stop. Ne. Zdaj pač je zgodba malo drugačna. Ne. A še greš to na tekmo? Kaj? No, redko. Ne vem. Ne čutim več tega kluba tako, kot sem ga prej. No. Pripadnost je, ne? Tako. Mislim, s ponosom sem nosil šal, s ponosom sem nosil, vse ne da zdaj ne nosim, ne, ampak zdi se mi, ne, da smo še to izgubili. Ne. A mi še samo zaradi kapitala? Ali... Pa dobro, denar ima vedno svoje, ne, ozadje, ne, ampak vse na koncu vidiš, ne, tudi tekme, ne, ki se v bistvu prej so se igrale v Mariboru, tudi slovenska reprezentanca je hodila v Maribor igrati in smo s ponosom hodili na stadion. Ne. Zdaj se ne spomnim, da je slovenska reprezentanca nazadnje tu igrala, ne, in ne glede na to, vse gre v Ljubljano. Ne. Kar je v bistvu narobe, tudi ljudje migrirajo v to Ljubljano. Ne. Mislim, vidi se zdaj, ko so bili ti zastoji, koliko ljudi se vozi na delo v Ljubljano, koliko ljudi se vozi na delo v Avstrijo. In to je to, kar ves čas govorim. Ne. Ta Maribor, obrnemo tako ali drugače, ne, je izgubil marsikaj. Ne. Iz nekega primata nekoč jugoslovanskega mesta, prestolnice jugoslovanske industrije, ne, je danes neko obubožano mesto, pa se ne da je obubožano, ne, ampak praktično nimamo več ničesar, ne, kar smo nekoč imeli. Ne. Je pa v resnici zelo lepo živeti v Mariboru, ne? Ja, no, to je pa dejstvo, to je pa prednost, ne, da si ti v bistvu lahko, ne vem, v 5 minutah iz neke mestne četrti v samem centru, ne, kar v Ljubljani seveda se lahko samo sanjajo. Ne. Nisi nikoli razmišljal, da bi v Ljubljani živel, ko si... Sam, ampak vedno sem se raje vračal, ne, domov, ker tu imam družino, tu je moje okolje, ne, imam prijatelje. Ne. Drugače pa ja, ne. Če bi bil v Ljubljani, bi najverjetneje moja zgodba bila danes drugačna. Ampak sem ostal tukaj. Kaj obžaluješ? Kaj Ne, v ne življenju? Je kaj takega, kar... Ne obžalujem, ampak prav gotovo bi pa ta kariera bila drugačna. No, bi se tudi danes še najverjetneje kje vrtel, ne, v kakšnih krogih. Ne. Sam sem namreč doštudiral in diplomiral ekonomijo, ne, potem sem magistriral iz diplomatskih ved, ne, še danes sem v Strasbourgu, član sveta lokalnih in regionalnih oblasti v
tako imenovanem svetu Evrope, ne, kjer se seveda srečujem z takšnimi in drugačnimi problemi ostalih držav. Ta trenutek sem tudi vodja slovenske delegacije. Z Vladekom Prebiličem, ne, sva se kar nekaj časa dosti družila, ker je on bil prej vodja naše delegacije. Zdaj je ustanovil svojo stranko, sem zelo vesel, ne, da je šel na svojo politično pot. Jaz sem pa še vedno v tem svetu, ne, in sem zdaj, prej sem bil podpredsednik, zdaj sem pa predsednik. Ne. Po nekem defaultu sem postal vodja. Ne. Tako da še vedno sem aktiven, član sem tudi mestnega sveta, že 20 let. Se zahvaljujem vsem Mariborčanom in Mariborčankom, ki še vedno dajo glas za našo listo, ne, ki se imenuje Lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Še enkrat, nič političnega, ne govorimo o nekih, da rečem, grobih političnih temah, ampak si želimo, da bi se to mesto razvijalo. Ne. In to je enakomerno, ne samo v centru, to, kar naš župan trenutno počne, ampak da bi tudi mi na Teznem, ne, na Pobrežju, dobili nekaj od tega kolača, v katerega vsi prispevamo. Ne pa da, ne vem, pri nas, še ne vem, kdaj smo nazadnje dobili kakšen del novega asfalta. Ne. Če pogledaš nazaj, mogoče s katerimi izzivi se bo najtežje srečati? Če pogledaš, zdaj rečemo zadnjih, koliko bomo rekla, 40 let. Ja, ravno s to politiko, ne, ker tukaj mi pa ni uspela. Ne. Pa ne popolnoma, ne, ker na koncu Če še vedno si aktiven, ne. ja. Ampak ni mi pa uspelo premagati, ne vem, recimo Kanglerja, ne. Ki pač je ta, bi rekel, fenomen, ne. Še enkrat, nič slabega, ne. Ja, ne, Ampak vidim, ne, da sem pa tu na napačnega konja stal, ne, zato ker sem bil vedno, ne vem, zame recimo je politik, ne, vendarle neka oseba, ki predstavlja mesto. Ne. Če pride recimo, ne vem, graški župan, ne, je fajn, če zna prvi človek v mestu govoriti nemško, ne. ja. Zdaj, seveda Kangler ni bil ravno več teh jezikov, ne, pa kljub temu me je premagal. Ne. Saj še enkrat povem, ne, ljudje imajo radi ali pa raje nekoga, ne, ki iz teh vrst, ki govori po kmečko, domače, kaj boš ti govoril, ja že vem. Ne. Nimajo pa radi, bi rekel, neke ugledne osebnosti, kar pač težko verjameš, ampak je pa res, ne, da tu sem pa doživel nek poraz. No. No, ampak glede na to, da sta z Francom vseeno skupaj Koliko te je premagal? Sploh koliko je bilo? sedela. Jaz sem imel, mislim, da nekje 8-9 tisoč glasov, Francija je imel pa, mislim, da 12 tisoč. Ja. Ni tako veliko, ne? Ja, ni tako veliko, ampak če gledaš, ne, ko prideš na stadion Ljudski vrt, ne, ko vidiš, kakšna množica je to, vendarle 9 tisoč. Koliko je pa sploh volilne baze tle v Mariboru? Vedno manj. Ne. To je mesto, ki ima vedno manj volivk in volivcev. Mi smo eno redkih mest, mislim, da še eno v Romuniji, ne, v Evropi, kjer je več izselitve kot priselitve. Ja? To so zdaj novi podatki. Ja. In to je to, kar zdaj ves čas govorim. Ne. Kam pa se selijo? Ja, mladi iščejo priložnosti drugje, ne. Vse, ko kogarkoli vprašaš, ključno z mojo vnukinjo, ne, ko jo vprašam, kaj pa bi zdaj, ne, ja, jaz bi šla v Ljubljano, ne. Pa je stara 13-14 let. Se kaj pogovarjate tle v občini, kako zadržati mlade tu? Glej, Da ne bo Maribor prva postal staro teza je mesto. že ta, ne, da v Mariboru praktično ni nobenega žerjava, že ne vem koliko časa. Ne. Govorim žerjava, kjer bi nek zasebni kapital nekaj gradil. Zdaj sicer imamo en žerjav na Lento, ker naš župan gradi garažno hišo, ne, ampak to je tudi edini. Ne. Vse ostalo je pa, ne vem, bolnica, ne, kar je v bistvu žalostno, ne, ker je ta bolnica že premala za vse, ki jo potrebujejo. Ne. Medtem ko v Ljubljani to samo raste. Ne. In spet, ne, mi smo sami sebi, bi rekel, mačeha. Ne. Ta trenutek imamo v mestu približno 800 milijonov evrov načrtovanih investicij. Pa to mesto
oziroma tisti, ki o tem odločajo, ne dovolijo, še enkrat, ne dovolijo, da bi se tu ta denar seveda tudi investiral. Gre za žlehtobo, v kateri ta trenutek nihče pravzaprav niti ne govori, kar je škoda, ne. Namreč to, da bi pri nas lahko nekdo zgradil neko poslovno zgradbo, ne. Ena od zavarovalnic želi graditi v Mariboru poslovno zgradbo z avstrijskim kapitalom, pa jim mesto ne dovoli. Ne. Ne. Žalostno, ne. Zakaj? Zato, ker pač tako je, ne, ker tam sedi, ne vem, 10-12 ljudi, ki seveda ne želijo slišati, da bi se karkoli Maribor moderniziral, ne, da bi postajal neka, bi rekel, moderna prestolnica Štajerske, ne, ampak želijo, da vse ostane tako, kot je, ne, z nekimi, ne vem, pritlikavimi hišami, ne, Bog ne daj, da bi se karkoli šlo v neke višine, ne, in da tako, kot je, ker to je v bistvu Maribor, na katerega so pač oni, ne, lahko ponosni, kar je v bistvu skregano z vsako logiko, ne, ker mi potem capljamo z vsemi, ne. In ta trenutek še enkrat stoji zaradi teh ljudi, ki ne dajo dovoljenja, ne, 800 milijonov, ki bodo seveda odšle drugam, ne. Predtem je bilo še toliko 100 milijonov več in so že odšle drugam. Kje so to evropska sredstva? Ne, to so zasebni investitorji, ki želijo v Mariboru graditi, ne. Konkretno eno od zavarovalnic, ne, in ne dovoli dovoljenja. Zdaj, kako dolgo bodo Avstrijci vztrajali, vprašanje časa, menim pa, da ne prav dolgo, ne, bodo to zgradbo postavili najverjetneje v Ljubljani. In potem bodo spet delovna mesta tudi v Ljubljani, ne? Tako, ja, ne, sej. In to so stvari, veste, ko jih ne razumeš, ne. Pa kaj se še recimo In ko hoče se graditi? pogovarjam z politiko, ki je pa v Ljubljani, ne, ker so na koncu koncev oni pa drugostopenjski organ, ne, govorimo o Ministrstvu za kulturo, mi potem seveda pristojni na ministrstvu rečejo, pa zakaj se vi v Mariboru ne morete zmeniti, ne? Se mi ne moramo zdaj iti tja, pa vaše ljudi preprečevati, da bi pa bilo to v redu, ne? Ta, pa, očno, ja. In smo spet tu, kjer smo bili nekoč, ne. Stojan, kaj bi dal ti sam sebi na svet, če bi bil zdaj mlajši? Glede na znanje, izkušnje, pa veliko izkušenj, ki si jih pridobil z različnih stvari, tudi podjetniških, ne? Kaj bi dal sam sebi na svet, česa ne bi mogoče naredil, ali pa bi naredil drugače? Ja, no, Razen politike. Ja, no, politiko sem rekel, da ni bilo smotrno, ne, da sem se šel, ne. Ampak še enkrat, jaz nisem šel v to politiko, da bi zdaj ljudi preprečeval vrednote levice in desnite, ne, ampak sem šel v to politiko, da bi mesto naredili veliko. Tako kot smo naredili mesto veliko na televizijskem področju, mi smo bili ena izmed najbolj žarečih točk, pik na evropskem zemljevidu, kjer so se vsi čudili, ne. Sem rekel, zdaj dajmo še Maribor dvigniti tudi na tem gospodarsko-podjetniškem področju. Pripeljimo v mesto vse, kar je dobrega iz sveta, te vrednote dajmo ljudem in naredimo to mesto res, ne, nek center finančne moči, ne. Nažalost, ljudje tega niso želeli, ne. Zdaj, zakaj smo že prej ugotavljali. Drugače pa jaz kaj dosti ne bi svoje, bi rekel, življenjske poti spreminjal, tudi če bi šel zdaj enkrat nazaj, ne, ker na koncu koncev sem imel res ogromno enih uspehov, ne, lepih trenutkov, pa ne jaz, ampak vsa moja ekipa, ne, ki so stali v moji neposredni bližini. Želel pa bi si, ne, da bi po tej poti zdaj imel neko vizijo še kdo drug, no, ne. A se kdaj zgodi, na primer, da vzameš kakšne slike iz teh oddaje, pa kaj takega, pa malo listaš, pa malo se spominjaš? Kak sem bil lep, ne? Ja. Mislim, sem bolj na občutke, veš, kaj se takrat dogaja. Vse oboževalk si mogel imeti veliko, ne. Ja, no, sej. Kak si to handlo, pa ne samo ti, kak še tvoja Ja, tako, žena, da sem dal avtogram. Teh sem dal kar nekaj, ja.
Ampak drugače pa ja, ne, sej, da bi pa rekel, da bi pa to izkoriščal za neke druge namene, pa nisem, ne, ker sem vedno bil v prvi vrsti oče, ne, družinski človek in mož, ne, in me ravno to ni, no, da rečem, prevagalo na neko drugo stran, ne. Kar se pa podjetništva tiče, ne, je pa tak, ne. Seveda bi si želel, da bi živel v nekem okolju, ki bi spodbujalo, bi rekel, to vrstne priložnosti, ki jih imamo, ne. Meni je Maribor fantastično mesto, ne. Ampak da pa se soočamo z res, bi rekel, meni nerazumljivimi tezami, ne. Konkretno, recimo zdaj, tale del Lenta od vodnega stolpa do železniškega mostu, ne, smo naredili projekt, ne, ker zdaj smo v mesto naredili lep ta Lent. Mislim, da je pač glede na denar, ki je bil na voljo, vendarle popolnoma drugačno podobo mesta naredil, kot ga je imel nekoč, ne. Zdaj bi si želeli to nadaljevati, ne, ampak ti ljudje nam tega ne dovolijo. Zdaj, zakaj nam tega ne dovolijo, morate njih vprašati, ne. Torej, nazadnje, ko sem bil tam, so rekli, da tudi dreves tam dol več naj bi bilo, zaradi tega, da ne bi ljudje več mogli videti na Kalvariju. Popolnoma nesmiselne teze. Ja, no, ampak žalostno, ampak resnično, ne. Tako da, vidiš, s tem se pa ukvarjamo v mestnem svetu, ne. Tu skušam neke stvari premakniti, ampak moram pa reči, da mi tu nažalost ne uspeva, ne. Ker pol, ko dvignejo roke, so proti takšnim, bi rekel, razmišljanjem, kot jih zdaj tukaj dajem vam, ne. In grem domov in sem pač malo razočaran, ampak to je del tega življenja, ne. Kaj bi rekel, da si bolj usmerjen vseeno v prihodnost, bi rekla, glede na vse tvoje zgodbe, ali si bolj mogoče Ne, prihodnost. Ja, jaz vidim eno svetlo prihodnost. Če bi zdaj imel možnost, ne bi to mesto naredil čez noč veliko, ne. Kako bi to izgledalo, daj mi povej. Saj sploh ni nobene težke pameti. Ti v bistvu moraš narediti okolje, ki je prijazno, ne. Torej, spomnim se, ne, ko smo se pogovarjali o mariborskem letališču. Zame je to okno v svet, ne. Mislim, to je zgodba, ki bi jo tudi napisal v knjigi, ne. Zakaj je to letališče propadlo, ne? Kje je pravzaprav vzrok, ne, da nimamo niti ene letalske linije, ne? Imeli smo pa vse možnosti. Pa smo imeli, ja, nekaj časa celo bilo, ne, mislim, da. In če hodiš dosti po svetu, ne, recimo, ko pride neko letališče v katerokoli mesto na svetu, se tam začne razvoj. Tudi v Ljubljani je bilo podobno. Ko so začeli ti nizkocenovniki pristajati na Brniku, se je mesto naenkrat začelo razvijati, polno turistov. Ljudje začnejo živeti, začne se neka druga ekonomija. Nedvomno je ena od največjih priložnosti za to mesto letališče. Jaz sem takrat pripeljal prvega človeka, ne, ki je bil v neposrednem stiku z kuvajtsko vlado, da bi mariborsko letališče zaživelo kot nek hub, smo temu rekli, ne, z temi, bi rekel, arabskimi oziroma močnimi arabskimi državami, ne. In seveda, Kuvajt je bil eden izmed tistih, bi rekel, držav, ki so videle priložnosti enega takšnega mesta, kot je Maribor, za neko širšo, bi rekel, razvojno logistiko v tem delu Evrope. Tu sploh ni bilo vprašanje denarja. Da se razumemo, ne. Investirali bi lih toliko, koliko bi morali, ne. Seveda je bilo vprašanje, kako bodo pridobili zemljišča, tista, ki so potrebna za nek, da rečem, resni logistični center. Ampak, ne, pol pa vidiš, kakšnimi težavami se začneš ukvarjati, ne. Ko vidiš, da ljudje ne želijo, da se to zgodi v Mariboru, ne. Bog ne daj, da bi se, ne. In ko vidiš, ne, da ni nobene logike, ne, da bi to mesto šlo naprej, ne, ampak da je bolje, da ne gre naprej, ne.
To so pa potem te teme, o katerih seveda govorimo, neki srednji, centralni, ljubljanski politiki, ne. Ko vidiš, da ne moreš stvari premakniti, si pa v bistvu postavljen pred zid, ne, ker enostavno na drugi strani v Ljubljani ni bilo nikoli posluha, da bi, in ga še danes ni, da se razumemo, ne. Da smo mi, ne vem, dobili 15 milijonov evrov evropskih sredstev, da postavimo to letališče, zgradimo 2 terminala in da to letališče sameva, ne. Kdo? Zakaj? Ne? Pa se nihče ne vpraša, ne. In kaj zdaj z letališčem? Ja, nič, sameva, ne, sej. Ja, športno. Lani je ga uničila toča, ne, leto dni so rabili, da so sploh sanirali to, ne. Žalostno, ne, ampak resnično, ne, in pol vidiš, da nekomu ustreza, ne, da se Maribor ne bi razvil. Seveda, bili so neki poskusi, ne, da bi se tudi mariborski poslanci poenotili, ne, da bi začeli malo glasneje govoriti v parlamentu o Mariboru, ne. To si jaz želim, ne, slišati besedo Mariboru v parlamentu, ne. Kdaj smo jo pa nazadnje? Ne? Vse to je žalostno, ne. Ja, morali bi zastopati, ajmo reči, neko mesto ali pa regijo. Ja, ampak še enkrat vprašanje, kdaj smo nazadnje slišali debato v parlamentu o Mariboru? Pa imamo mariborske poslance, ne. Tako da, škoda, res škoda. Jaz bi se malo vrnil tam na začetek, veš, ko si ti z 15 leti prvič stopil za mišpult, ne. Ne za gramofonski. Ja, ne, pa ko si začel, ajmo reči, neki denar služiti, pa to, kak so starši gledali takrat na to? Ja, moji starši so bili, da rečem, mi smo bili ena povprečna, tedaj familija, ne. Oče delal v elektrikovini, mama v svili, ne, oba sta pač imela službo, ne. Nismo ravno imeli nekih, da rečem, nismo bili ravno bogata familija. Bili smo povprečna familija. Meni in mojemu bratu ni ničesar manjkalo, nismo pa ravno imeli, a veš, mislim, za najdva z bratom je bilo, ne vem kaj, ko smo si kupili parno televizijo, to je bilo, ne, si ti nor, ne, to. Ja, to so bila mala, bi rekel, veselja, ne, ki smo jih preživljali, ne. In seveda, ne, da sem si jaz sam začel denar služiti, moja, bi rekel, mama in oče nista imela, bi rekel, nič proti, ne. Sta rekla, v redu, ne, če se boš le začel na ta način preživljati, ne, boš si lahko tudi kaj kupil, in sem na koncu res, ne, jaz sem bil star 17 let, ko sem začel delati izpit, takrat je bilo to možno, ne, da si naredil izpit pri 17, na 18. rojstni dan si ga pa šel dvigniti, ne. In sem si pri 18 že kupil prvi avto, ne. Pa je velika stvar. Ja, ne. Danes otroci si ne kupijo svojega avta pri 18 letih. Ja, ne. Kaj si kupil? Fičeka, ne, Fičeka. Sovkova. Kakšne barve je bil? Beli. Beli. Bil je moj, ne. Kjer je oni, ko se spredaj odpira? Ja, to so bili to pravi avti, ne. Ampak Koliko kilometrov si naredil? Kaj z njim? ogromno, to smo se vozili, veš kaj, kakšen frajer si bil, da si se ti v srednjo šolo pripeljal z avtom. Zdaj pa zdaj si ja malo. Svojem. Svoj. Pa ti si, to si še danes frajer, če se pripelješ. No, ampak si kar bil podjeten, ne? Kot si prej razlagal, ti si kar, ne? Se pravi, videl si, Ja, aha, se pravi, zdaj bo treba to, bo treba pijačo Podjetniško zraven, žilico ne? imaš, ne? Je kar to podjetno razmišljanje. Ja, hvala, no sej, jaz še danes imam, ne. Zato bi si želel, da bi bilo to okolje, v katerem živim, ne, prijazno. Spodbudno. Spodbudno, ne, ker potem mislim, da ni logike, ne, da ne bi prihajali v to mesto resni investitorji, ne. Z resnimi, bi rekel, vložki, ne. Ampak zdaj, zakaj tema je tako, ne, je pa spet, se pravi, malo sem začel to temo, ne, je pa ozadje izredno močno. No, Če imaš kako štorijo s tem belim fičekom, ki ste šli kdaj kaj na morje, pa se kaj dogajalo? Na more smo se vodili, a vmes smo Kam se ste hodili seveda na morje? vsake toliko ustavili, ne, ker je bilo treba kaj popraviti, ne. Pa zakuhal, kaj? Pa zakuhal je, pa vse, ne, ampak peljali smo se, ne, in to
To je bilo v tistih časih seveda doživetje. No. Lepi spomini me vežejo na ta del. Seveda, pol sem si kupil že malo boljše avte, ne. Pa sem že imel pol pri 19, 20 že tudi Golfa, ne, tako da to pa Stoenko sem imel predtem še, ne, pa tudi Lado. Tak, ne, ker za te poti, da smo se vozili v London, ne, smo vendarle morali imeti neki avto, ne. Ni bilo enostavno se peljati do Londona z avtom, ne, takrat letal še ni bilo, ne, tako Koliko ur kot je je to zdaj. trajalo? Ja, celo noč si se vozil, ja. To jaz mislim, da si danes nekdo od mladih zelo težko predstavlja, Da kaj greš v to London z pomenilo, avtom. Ja, no, po plošče, ne. da Ja, se po razumemo, plošče, ne. ja. Da si lahko v kleti vrtel. Ja, ja. Da to ni bilo, ne A si vem, imel ime tega svojega kluba tam v kleti? Nisi pa pol nikoli razmišljal, da bi svojo diskoteko imel ali pa... Saj sem imel. A si pol imel? Ja, veš, da sem imel. Imel sem Mariboru klub 83. Aha, to je bilo tvoje. Ja, to je bilo To moje. je tu gor na... Tam... Imel sem v slovenskih, torej v Sveti Trojici sem imel diskoteko Florian. Polno tako, da not nisi mogel, ne. Vsak petek, vsako soboto. Tudi Melanija je bila gor, ne. Ja, imel sem, ja. Pa gostoval sem vsak teden, ne, po diskotekah po Sloveniji. S tako imenovano lestvico slovenskih diskotek smo hodili na gostovanja. In ja, kamorkoli sem prišel, to je bilo povsod razprodano že nekaj tednov prej, ne. si se kar kalil, ne, tam tudi, v bistvu kot voditelj, ne? No, kaj pa je bila največja laž, ko si jo slišal o sebi? Največji. To, da sem toplovoden. Ja, veš da, ne, se ti pravi, ta peder, ne, to je bilo vedno tako, ne, ker pač Kavaza je tam neko kravato pa tako malo osladen pa to, ne. No, kaj si to tudi Tako je tako bil vzel peder. kot zdajle, naprimer, ne vem, zdaj z nasmehom, pa ne vem, ali je bilo takrat, Pa dobro, mislim, sej bilo je to moderno, sej za koga niso govorili, da je bil peder, ne. Pač okej, si se nasmejal, pa si rekel v redu, ne, sej nisi imel druge opcije, ne, ampak je bila pa to največja laž, ne. Ker na koncu koncev sem bil že takrat z svojo soprogo, ne, in imel sem tudi otroka zelo zgodaj, sem bil star 20 let, ko se je rodila Sandra. Ko ima ata? Mislim, ko je prišla nas, ko sva začela, bi rekel. In zelo zgodaj sem se za družino odločil, ne. Pa sem bil na koncu koncev zelo vesel, no, da smo mladi imeli otroke, ne zdaj, ko vidim, da nekatere ženske povprečju rojevajo šele pri 32, ne. Saj nič narobe, ne, ampak meni je vendarle v redu, če je družina mlada, ne. In imajo otroci mlade starše. Zdaj si ti že dedek. Ja, seveda, že 3-krat. Ja. 3-krat. Kaj zdaj recimo drugače gledaš na vnuke, kot si pa na svoje otroke? Menim, da je z trenutkom, ko daš otroku telefon, ne, da si ga na nek način izgubil, ne. Hvala ti, to sem jaz rekel. Tisti dan. Tisti dan, ko daš otroku telefon, si ga izgubil. Menim, da je telefon največja nevarnost, ne, da izgubi otrok občutek do te družine, ne, začne živeti v nekem drugem, da rečem nerealističnem svetu. Prevzame ga, bi rekel, pa zdaj ne govorim o mojih vnukih, da se razumemo, govorim na splošno, ne, prevzame jih, bi rekel, ta telefon in jih osvoji v popolnosti, ne. S tem pa se seveda te vrednote družinske, ne, zanemarjajo, ne, in to po mojem ni dobro, ne, je škoda, ampak ja. Stojan, ti si na tej poti, ne, ki je bila precej uspešna, veliko je bilo tudi, mislim, vsega mogočega, emocij, vsega, ampak verjetno je bilo tudi veliko lekcij takih, kjer so te ljudje izdali. Kjer si verjetno tudi kdaj ustrmel. Pa ja, no, sej na koncu koncev, vse veš, kako je v poslovnem svetu, ne. Človeku daš roko, si pogledaš v oči, morate vedeti, da sem jaz vendarle pripeljal
največja imena, ne, v to državo, ne, govorim sveta show biznisa, ne, pa da za številnimi sploh nismo imeli pogodbe. Ne. Da so meni verjeli na besedo, ne, ker je bil ta renome zelo dober. Ne. Nihče me ni na začetku, ja, ne, so bile pogodbe, tralali, tralala, ne, zadnja leta pol so prihajali zgolj na klic, ne, nihče niti ni dvomil v to, da mi česa ne bomo naredili. Ne. In to tudi pri teh tujcih spoštujem, ne, da je velikokrat bilo na ta dogovorni del, da je ta ustna pogodba lahko prav tako zelo močna in trdna. Kar pa seveda v Sloveniji, ne, sem pa marsikdaj doživel hladen šok, ne, s kom kaj dogovoriš, si daš roko, že naslednji dan pa je popolnoma drugače. Ne. Ja, to je del tega. Ne. Ampak sem pa vesel, ne, ker v vseh teh letih, ne, v vseh teh poslih, pa jih je bilo čez 100,000, ne, takšnih, manjših, drugačnih, pa nikoli nisem nikogar jaz preganjal na sodišču, ne, v smislu, da smo ga tožili ali kakorkoli, in tudi mene ne. Kar pa si štejem veliko čast. Ja, ni to pogosto, ne. Robin Sharma prihaja v Slovenijo. November 14, 2026, I will be speaking with Smiljan Mori in Ljubljana. Dogodek Build Your Empire bo združil Robina Sharmo in mene na enem odru. And this is an event for entrepreneurs, for leaders. Če vodite podjetje ali rastete v vlogi vodje, je to trenutek, ki ga želite izkoristiti. You do not want to miss this event, November 14, 2026 in Ljubljana. Build Your Empire, mesta so seveda omejena, vstopnice so pa na eventi. And I can't wait to be in Ljubljana and to meet you. Bi lahko rekel, ne vem, da si svoje otroške sanje izpolnil ali živel, ali jih še živiš. Pa še vedno jih živim. Ne. Ja, so bile sanje, ko si bil otrok, da boš to delo, kar si zdaj počel. Glej, drugo leto so spet volitve. Ne. Morda bodo ljudje prepoznali, ne, da je treba v tem mestu nekaj narediti. Ne. To ne pomeni, da jaz zdaj najavljam župansko kandidaturo, ampak to pomeni, da pa vendarle bom skušal, ne, spet govoriti to, kar sem tudi danes, ne, da bi morali mi to mesto prvič, ne, nekoliko dvigniti, širiti ta obzorja, zamenjati ljudi, ki mu strežejo peruti. Njih dosti. So pa ključni ti ljudje in so že leta in leta na teh funkcijah. Jaz, če bi seveda imel to moč, bi najprej porezal te ljudi, ki so nasprotniki razvoja tega mesta. Zdaj, zakaj so nasprotniki, je razlogov najverjetneje več, ampak niti nima smisla v to zahajati, ampak jih je treba dobesedno požagati, ne, in jim vzeti ta pooblastila, ki jih imajo, in zgraditi na tej osnovi neko zdravo, bi rekel, logično središče, kamor bodo z veseljem prihajali ti tujci, sem začeli vlagati, investirati, kar bo dobro ne samo za nas, ampak za naše potomce. In tega bi rekel, si želim, ne, da bi tudi tu se vendarle to premaknilo. Vsakič znova to govorim, ne. Sej, ne, da nekateri mi verjamejo, številni pač verjamejo, ne vem, tako kot sem prej rekel, ne, drugim, takim in drugačnim politikom, ne, ki pa ne samo, da niso nič naredili v svojem življenju, kar je zelo pomembno. Seveda. Govorim iz podjetniškega duha, poslovnega sveta, ali pa tudi na koncu koncev poštenega finančnega, bi rekel, premoženja. Ne. Ampak pač znajo lepo govoriti ali pa biti na tem, bi rekel, nivoju teh, bi rekel, povprečnih Mariborčanov in Mariborčank, ne. Jaz bi si želel, ne, da bi to mesto vendarle prepoznalo vrednote, ki jih lahko ima, ne, in bi na koncu koncev, saj najverjetneje tudi Smiljan, ne, dobro ve, ne, da si bolj uspel v svetu, kot pa morda doma, ne, v tem mestu. Ne. Spoštujejo te v Ameriki, spoštujejo te v Evropi. Vprašanje pa je, ne, koliko ljudi v Mariboru. Ne.
Nikoli ne veš. Ne? Ampak če bi ostal v tem mestu, ne bi imel, govorim izključno v tem mestu in v tem okolju, tržu, bi rekel samo Maribor, ne. Dvomim, da Ja, bi malo imel si uspeh. omejen, ja. Helena je delala včasih pri tebi, ne? Kak je bila Helenca? Odlično. Moja, Super kak je je bila bila. moja Helenca? To je Ja, super. pozitivna, bi rekel, oseba, ne, ki prinaša vedno v vsako okolje neko sonce. Ne. Malo je takšnih ljudi s takšnim pozitivizmom. Ne. In tudi, ko je šlo kaj narobe, ne, je ona iskala dobro, ne slabo. Ne. Teda, tu se ji seveda na tej priložnosti za to zahvaljujem, ne, ker takih ljudi manjka. Ne. Bi si želel, da bi jih bilo več. Ja. Torej, dobro sem izbral, ne? Odlično si Ali me je izbrala? Odlično si Imel izbral. si srečo. Ker veš, kaj pravijo. Ne? V vsakem uspešnem gospodinjstvu 3 vogale podpira žena, ne? Enega pa mi. Ne? Ja. In to je pri vama dvema najverjetneje tudi ključ. Ne? Tak, ja. Tako da čestitke. No? A si mogel ti, a si bil, ne, mislim, če si, ne, moral, ali ti je nekdo kdaj predlagal, da bi mogel nekaj narediti, kar ni bilo v skladu s tvojimi vrednotami, pa tudi, če je bilo denar v igri, si rajš rekel, ne? Ja, ne, to v politiki, ja, seveda. Ne. Tam ti pač rečejo, da glasuj za to, pa bomo ti že nekaj dali, ne, ampak ne gre. Ne. Tega se nikoli nisem šel. Zagovarjam vedno izključno te naše, bi rekel, vrednote in cilje, ker mi na koncu ni treba. Ne. Ja, ne rabiš, ne. Ja. Vidim pa, ne, tudi danes ne, v mestnem svetu, za kako poceni vse nekateri ljudje prodajajo, ne, za neke male usluge, neko službico. In takoj so seveda popolnoma drugačni, kot so na začetku obljubljali svojim volivkam in volivcem. Ne. Tako da zdaj prihaja spet obdobje teh sladkih besed. Vsi bodo So seveda se že spet- začele. Vsi bodo seveda spet vse obljubljali. Ne. Bomo videli, kako bo. Ne. No, jaz mislim, da ne boš vrgel puške v koruzo Saj ne, da jaz zdaj napovedujem, ampak vztrajam pri tem, ne, da je pa tu še ogromno priložnosti. Želel bi si, ne, da bi to mesto vendarle postalo to, kar je bilo nekoč. Ne, tudi v mojem času govorim kot nek center neke televizijske oziroma medijske prepoznavnosti, da bi to mesto postalo tudi center neke podjetniške prepoznavnosti. Ker to je tisto, kar si seveda želim, da rečem, v tem okolju, v katerem živimo, ne, da tudi iz tega letališča nastane, da bo nam v ponos, ne, da bomo lahko šli na avion v Maribor, ne, da se vozimo na Dunaj in ne vem kam. Ne. Ker na koncu imamo vse možnosti. Ne. V copatih bi lahko šel jaz na letališče. Recimo. Tako se moram pa v Zagreb voziti. No. Jaz se rajši v Zagreb peljem na letališče v Ljubljano. No, sej tudi ljubljanska zgodba je katastrofalna. Ne. Sam sem bil več let, oziroma več kot 10 let, predsednik sveta malih delničarjev. Ne. In recimo ljubljansko letališče je bilo eno najbolj donosnih, kar se tiče delnice. Ne. Tu so bile, bi rekel, res dividende zelo dobre. Ne. In pol gre država in to proda, kar je v bistvu neviđeno. Ne. Kam ta politika vse nas ni pripeljala, ne, in nas še vedno pelje. Seveda, ko smo prodali letališče, ne, smo izgubili okno v svet. Ne. Ko smo zapravili in prodali Adrio, ne, smo izgubili, bi rekel, še enkrat okno v svet. Ne. In zdaj, kot za nalašč, zatiramo še mariborsko letališče, da ja ne bi postalo konkurenčno ljubljanskemu, ne. Kar je v bistvu nelogično, ampak nažalost resnično. Tako mali smo. Stojan, imaš še kakšne sanje, take, ki mogoče jih nisi uresničil? Pa tam nekje še je nekaj, da bi rad, ne vem, s padalom skočil, ne vem. Ne, zdaj pri teh, bi rekel, vseh mojih, mislim, da vse cilje, ki sem si jih zastavil, ne, so bili uspešni, realizirani in speljani. Zdaj si v bistvu nekih novih ciljev ne zadajam. Ne. Na koncu tudi počasi, bi rekel, se
pripravljam na to, da se bom malce umiril, ne, oziroma prihaja v prihodnjih letih, ne še zdaj, ne, ampak čez nekaj let tudi moja, bi rekel, upokojitev. Ne. Ko pa človek potem seveda vidi neke druge vrednote, ne več toliko tega tekanja za nekim denarjem, poslovnimi priložnostmi, ne. Ker enostavno več nimaš izzivov, ne. In tudi energije, ki si jo imel nekoč. Ne. Jaz ne tajim, ne. Včasih smo ga pili po 2-3 noči skupaj, ne, in nismo bili nič zaspani. Zdaj, če imam srečanje s prijatelji, pa malo zapijemo kakšno večer, jaz sem 2 dni adijo. Ali pa cel teden. Ja. Ja, ne, tako da nismo več takih fizičnih. No, ampak to je zanimivo temo si se dotaknil. Mislim, bil si v vseh teh krogih. Mislim, zelo zanimivo, da te ni alkohol potegnil, ker mislim, ga je kar veliko bilo v teh... Ne, tudi alkohol, tudi droga, ne, vse je logično. Ne. Ja. Še enkrat, droga nikoli, ampak res nikoli niti poskusil nisem. Ne. Je pa res, da ko sem bil mlajši, sem pa prižgal cigareto, ne, ker takrat, če nisi kadil, si bil malo čuden. Ne. Ampak sem pol že dolgo nazaj, ne, zdaj od tega že 25 let nisem, bi rekel, probal cigareta, tudi to opustil. Ne. Ni bilo enostavno, ampak ko si zadaš nek cilj, ga dosežeš. Ne. Ampak prvi časi smo pa kar vsi nekaj. Dobro, kaj pa recimo alkohol? Tam imaš one zvezde, imaš polje, tisti stres je, polje koncu daje, dajmo za nekaj spit. To je vsaki teden. Ja, ampak veš, pri tem alkoholu je tako, jaz sem strašen ljubitelj piva, ne. Niti ne toliko vina, no. Na kakšnih teh, bi rekel, protokolarnih zadevah vedno znova seveda konzumiramo 2 deci vina, ne, več ne. Pri pivu je pa tako, tudi če spiješ 3 ali pa 4 steklenice, nisi zdaj ravno ne vem kako zadet, ne. Ker je v bistvu ogromno tekočine in ni toliko alkohola, ne. Tako da po svetu, ko sem hodil, sem povsod probal ta lokalna piva. In če le imam priložnost, to počnem še danes, ne. Kje so najboljša? Kaj si najboljša? Moje omiljeno pivo je, dobro, sej špansko, ne, San Miguel. Celo San Miguel Light, ker ni toliko kalorično. In če le vidim to pivo San Miguel kjerkoli, ne. To sem zapisal. Je zame to najboljše pivo, ne, ki obstaja. Ampak po vseh teh letih, ne, ki jih seveda sem poskusil kar nekaj, ne. Tudi teh, bi rekel, domačih pivovarn, kar nekaj. Ampak, ja, jaz imam rad nemočna piva, torej bolj lahka piva. Ravno zato, ne, da te ne udarijo, pa da nimaš pol 2 dni glavobola. Ti ampak za postavo pa tudi skrbiš, ne? Ja, ali si rojen? Ne, ni skrivnost, ne, jaz sem še bilo tak fizično aktiven. Sicer ne tako kot Smiljan, ne, on to... Ja. Jaz grem na take bolj lahke vaje. Saj imaš fitness, saj imaš svoj fitness. Imam svoj fitness, ne, ki mi seveda to omogoča, ne. Tako da grem večkrat, ja. Grem večkrat. Tudi drugače, no. Nekako držim to, rekel, kilažo, da ravno ne zapopolnim paziš, neke kaj ješ, kilograme. Zelo pazim, ja. Bi bilo drugače, če ne bi pazil? Ne, verjetno, ja. Ne, saj tega nikoli ne veš, ne, ampak kar se tega tiče, pa pazim, ja. Ne, tudi ne nažiram se, bi rekel, teh masnih zadev. Približno vsak dan 100 gramov mesa, nič več. Ogromno zelenjave, sadja. Nisem pa ravno pristaš teh aminokislin, proteinov, teh tablet, ki jih ti fitnesarji ponavadi jemljejo, ne, oziroma uživajo, da potem pridobijo na tej mišični masi, ker ne vidim sebe, ne, za neko mišično maso, ne, ampak sem raje bolj tak suh. Pa hodiš dvigovati teži, ne, ker to je zdaj fejst pomembno. Ja, sej jih, ampak 10, ne, jaz 10 šivam. Dobro, ne šivam pa 30. Ni tako malo, ne, saj tudi ne 30. 10 pa ja, tako to pa ja. Stojan, če bi, ne, ko boš napisal knjigo, kak bi bilo naslov knjige? Ja, poglej in zadeni, ne. Ja. Tole prej, ko sem šel iz WC-ja, pa se še nisva pogovarjala o naslovu knjige, sem imel v glavi, sem ti hotel reči, to mora biti
Stojan Aver, poglej in zadeni. Ja, ne, ker potem moraš v tej knjigi prepoznati nekaj, kar ti lahko odpre neka nova obzorja. Mislim, da je to tudi smisel vsega, ne, da želiš neka svoja, bi rekel, spoznanja prevesiti na tiste, ki šele začenjajo neko svojo pot, ne, predvsem mlajše. Zdaj, seveda, ne, kako uspešna bi lahko bila ta knjiga, je vprašanje. Ne. To je življenje uspešno. Zdaj. Ampak, če bi že vezal, recimo, ne, z imeni in priimki ljudi, ki sem jih srečal v življenju in jih na nek način omenil v tej knjigi, bi to že bil kar nek krog potencialnih kupcev. Ja, sem prvi kupec. Sej, tudi s teboj se spomnim, ko smo se prvi srečali, ne, še leta nazaj. Ne. Ampak že takrat sem v tebi prepoznal ta podjetniški duh, ne, žilico, ki jo imaš ali je nimaš. Ne. To je nekaj, kar šola ne da. To je nekaj, kar je prirojeno. Ne. In takrat sem videl, ne, da ti to imaš v sebi. Ne. In ja, ne, vsaka čast, da si tudi poslovno, bi rekel, uspel. No. Hvala. Torej, poglej in zadeni bo še ena knjižna zgodba pa uspešnica. Se veselim, no, moram reči, zato ker mislim, da en taki intervju je težko vse vključiti. No. Ampak ko si ravno omenil, ne, danes veliko ljudi pač hrepeni ali pa ima neki cilj postati medijska osebnost. Mogoče malo drugače s temi socialnimi mrežami, ampak vseeno, kak nasvet bi ti dal nekomu, ki danes želi stopiti na pot teh medijev, pa biti in na radio, in na televiziji, in nekdo, ker na nek način ti vplivaš na ljudi. Ne? Ja, ampak še enkrat, ne, že prej sem povedal, ne, če bi danes skušal na nek način delati scenarij za neko, da rečem, po moji oceni, oddajo, ki bi lahko prebila spet neke močne rejtinge, bi nedvomno povezal televizijo ali radio z socialnimi omrežji. Namreč ljudje so vendarle še vedno radi interaktivni, kar se na koncu koncev vidi, ne, ko nekaj objaviš, pa so ti lajki, pa so ti všečki, pa so neki komentarji. To kaže, ne, da je ta interaktivnost v ljudeh še vedno močno zaželena in prisotna. In zdaj, če ti, zakaj to govorim, ne, že takrat smo imeli ta isti problem. Ne. Torej, mi smo imeli neke kamere, ne, in sem jaz prišel na televizijo in sem rekel dober večer in zdaj sem imel dvoje možnosti. Ne. Ali njim podajam to, kar jaz mislim, ne, ali pa njih vključim v svojo oddajo. In zato sem imel te nagradne igre in zato sem imel, bi rekel, to, da sem šel med njih, ne, da smo prišli k njim v vas, v njihovo dvorano, ne, ker sem jih s tem interaktiviziral. Ne. Torej, to, kar danes počneš, če objaviš neko vsebino, ljudje ti dajo pa nek feedback. In če tega danes ne izkoristiš, potem nimaš nobene možnosti. Ker da boš ti nekaj podajal, pa čakal, kaj bojo ljudje naredili, to pozabi. Ne. Ti moraš interaktivnost. Ne. In to je bistvo uspeha katerega koli medijskega preboja. Ljudje so radi interaktivni, ne, da podajajo svoje mnenje in s tem bi pridobil tudi mlade, ki jih seveda, kar je čisti dokaz, ne, pridobiva s temi TikTok vsebinami, ne, ko v bistvu gledajo, kaj drugi počno in so del tega, ker lahko nekaj komentirajo. Ne. Torej, radi so interaktivni. Ne. Da pa ti neko oddajo, kot je recimo, kar sem prej omenil na naši slovenski televiziji, ne, v enem dnevu posnameš 3 oddaje in zdaj razmišljaš, da bodo to pa gledali zdaj vsi Slovenke in Slovenci, ne, je pa totalno zgrešeno. Ne. Ker ravno tega ni, ker potem se omejiš na neki krog ljudi, ki pač druga nima kaj početi, kot pa pač gledati televizijo. Še najmanj pa, da ga ti pritegneš, da bo on za to oddajo sodeloval, dihal in živel. In tu mislim, da je velika priložnost, ne, da kdorkoli bo to znal izkoristiti, ima velike možnosti, da to zgodbo mojo, ne, ponovi. Še zadnje vprašanje?
Ja, zadnje vprašanje je tako, sicer bo še nekaj časa to potrebno za to, ampak recimo, da imaš samo par minut življenja še pred sabo. Ne? To se mi je že zgodilo. Ja, še, pa res, kdaj pa? Kaj pa bilo? V bistvu je bila zgodba, mislim, občutek sem imel, da imam še par minut. Ne. Ker si še tu. Ja, bil sem na letu z Garuda Airlinesom iz Bangkoka proti Zürichu. In prvič, Garuda je že takrat bila precej nezanesljiva letalska družba, ne. In seveda let je zamujal ne vem koliko ur, ne, in pol se nas vseeno ukrca na letalo, ne, in nas seveda v nekem momentu posedeli, ne, in potem smo jaz sem še dol gledal, sem sedež pri oknu, neki mehaniki so se nekaj za glavo prijemali, ne vem kaj, šrafali, mi smo že bili na avionu, ne. In potem smo seveda šli na pisto, ne. Govorim, leteli smo z velikim Boeingom, 4-motorskim, ne, 747. In sta dva motorja pri vzletu odpovedala, ne. Seveda tisti moment, ne, ko v Bangkoku, govorim staro letališče, ne trenutno novo, Suvar, ki je zdaj odprto, ne, ampak ta stari, mislim, da se je imenovalo Don Mueang. In tisto letališče je bilo v mestu, ne, in ko letiš mimo stolpnic, ne, in ko veš, da že maske so že padale dol in je panika na avionu, ne, je to 14 minut bilo, predno je seveda avion obrnil in nas vrnil na letališko torej stezo, da smo spet pristali, ne, ker se je noter tudi kadilo že, ne, in panika bila nenormalna, ne. Čakaš, da se bo zgodilo najhujše, oziroma da bo se avion zaletel, bodi si v stolpnico, bodi si strmoglavo, ne. Je res nekaj, kar se ti film začne rolati, ne, o življenju, ne. In takrat se je meni to zgodilo. In zanimivo, ne, prikazale so se mi najlepši trenutki, ki sem jih v svojem življenju imel. In ko sem čakal, ne, veš, ko ti seveda dajo vse napotkih, itak te posnetke, no, što gledamo pred vsakim zletom, ne. Ja, pa jih ne vlemeš res. No? Ja, ne. In potem se v tisti moment se zelo vprašaš, pa zakaj si nisem več časa vzel, ne, pa poslušal, kaj mi hočejo povedati, ne. Ampak dobro, ko smo že sedeli seveda v tem polsedečem in ko čakaš na to, da bo nek udarec, ne, se bo nek tresk zgodil, so se mi vrteli neki filmi, ne, in sem si sam pri sebi rekel, saj sem imel vredno življenje, ne. Kakorkoli ga obrnem, ne, sem lahko zadovoljen z življenjem, ki sem ga imel. In samemu Bogu hvala, ne, da mi ga je takšnega, kot sem ga imel, tudi dal, ne. Torej sem se zahvalil Bogu, ne. Sam sem seveda bil na nek način veren, ne bom zdaj ravno rekel, da sem vsako nedeljo pri maši, ampak grem pa občasno v cerkev, ne, in večkrat se za marsikaj, tudi dan danes, zahvalim Bogu. In takrat sem vse mu, ne, in sem v nekem podzavestnem tonu, pa vendarle molil, da pa se še to življenje ne bi končalo, ne. In glej ga, zlomka, takrat mi je Bog spet prišel naproti, ne, in je rekel, ne bo se še končalo, ne. Tako da. Takrat si že imel družino oziroma Ja, otroke? seveda, ja. No in recimo, kako sporočilo, če bi vedel, ne, to je zdaj konec tvoj takrat, ne. Enkrat bomo vsi doživeli to, ne. Ja. Moje vprašanje je bilo, kako bi bilo zadnje sporočilo tvojim, zdaj ne samo tvojim otrokom, ampak tudi tvojim vnukom, ki bi za njimi ostalo, ki bi za tabo ostalo večno. Vse, kar šteje, ne, ni denar, ne. Ampak vse, kar šteje, je ljubezen, ne. Kakršnega koli, bi rekel, življenja se bomo vsi spominjali, ne, se bodo te ljudje spominjali samo z neko ljubeznijo, ne. In zato jaz pravim, ne, vsem ljudem na tem svetu, ne samo tistim, ki zdaj to gledajo, ne, to ljubezen je treba dajati, ker to, kar daješ, ne, tudi na drugi strani vesolje vrača. In če dajemo ljubezen, ne, večkrat
tudi tistim ljudem, ki si tega ne zaslužijo, ne, ti bo nekoč nekdaj to vesolje vrnilo. Zato, kadarkoli grem tudi, ne vem, mimo kogarkoli, ki sedi na cesti, pa prosi, ne, pa tudi, če imam pol evra, pa nimam več, mu tisti denar dam, z željo, ne, da mu s tem vse malo pomagam, pa čeprav ga ne poznam. In želel bi si, ne, da bi vsi ljudje na tem svetu to ljubezen dajali, ne, ker bi potem na tem svetu bilo bistveno lažje. Ne. Zdaj se dogajajo vojne, prepiri, umori, na koncu koncev vse to pretresa tudi Slovenijo. Ne. Če bi bili pa vsi, kot je to nekoč John Lennon prepeval, ne, give peace a chance, bi pa bilo tudi to življenje na tem svetu lepše. Res je. Hvala ti, Stojan. Ja, hvala, Stojan. Jaz mislim, da tvoja ljubezen do Maribora je več kot očitna, pa verjamem, da bo obrodila sadove, ne? In upam, da bo še naslednjih 40-50 let tako zagret, ne? Hvala lepa, ne, to ravno ne bo. Ne. Da bom jaz lahko rekel, zaradi Stojana letim iz Maribora zdaj. To bi si pa najverjetneje vsi želeli, ne, da bi tudi iz Maribora lahko šli na, da rečem, na neko letališče v svet. Ja. Imeli smo to možnost, ampak ja, nažalost je nisem uspel premakniti. Ne. Še ni konec. Ti si pripeljal, bom rekel, svet v Maribor, zdaj pa še za en korak čas, ne, da še Maribor v svet. Ne. Se pravi, drugo leto so volitve. Ja, vse se bo začelo. Ja. Hvala lepa, pa hvala vama. Veliko zdravja. Ne. Želim naprej. Ja. Hvala. Stojan, hvala, ker si bil z nami, ker si delil svojo zgodbo iskreno, neposredno in značilnim mariborskim optimizmom, pogumom. Jaz mislim, da sem se naučil od tebe, da tvoja pot je dokaz, da nič ni posuto z rožicami, ne? In da če imaš cilje pa sanje, da lahko vse uresničiš in da je bistvo, da svojega uspeha v življenju ne moreš sam skreirati, da rabiš okrog sebe druge ljudi in da čim večji network imaš, večji vpliv lahko imaš in tvoja ljubezen do Maribora je neverjetna. Je neskončna in se tudi ni končala in se tudi nikoli ne bo. Na koncu koncev sem se tu rodil in bom tu najverjetneje svojo zgodbo, ne, tudi končal, kar pomeni, ne, da sem zvest temu mestu in želel bi si, ne, da bi to, kar v tej oddaji govorimo, da bi nekateri tudi prepoznali in to ljubezen širili tudi med drugimi. Hvala tudi vam, drage gledalke, poslušalke, poslušalci, da ste bili z nami v Smart Talks. Če vas je torej Stojanova zgodba navdihnila, potem delite epizodo naprej, kajti Smart Talks pomeni zgodbe, ki navdihujejo. Tako. Hvala.